Hej, počitnikarji! Dober občutek, ko si med tisto polovico učencev, ki ji ni treba v šolo in brez slabe vesti sediš na kavču, a ne? Pripravljeni na vaše novice dneva? Ready? Vorbereitet? V 6900 jezikih bi vas lahko to vprašala, toliko jih je namreč vsaj uradno na svetu. Dan po svetovnem dnevu materinščine pa danes lahko na koledarju obkrožite 22. februar. In če ga imate že v rokah, koledar namreč, popravite še datume šolskih tekmovanj za to šolsko leto. Z Zavoda za šolstvo so namreč sporočili, da so jih zaradi zdravstvenih razmer v državi nekoliko spremenili. Na spletni strani Zavoda za šolstvo zrss.si preverite, kako. Prvo bo že to nedeljo na vrsti tekmovanje iz italijanščine. Zdaj pa na jug ZDA v Teksas. Tam imajo zaradi rekordno nizkih temperatur in snežnega meteža trenutno izredne razmere. V stiski pa se je znašlo tudi na tisoče morskih želv, ki jih morajo zdaj prebivalci reševati pred smrtjo. Do zdaj so na toplo prinesli že skoraj 5000 živalic. Na plaži Teksasa je naplavilo množico želv, prostovoljci pa so do zdaj z obale in cest pobrali in na toplo v kongresni center letovišča South Padre Island prepeljali že več kot 4700 teh živali. Tam bodo zanje skrbeli tako dolgo, dokler se morje ne bo toliko ogrelo, da jih bodo lahko varno vrnili van. V Teksasu, kjer tako nizkih temperatur niso vajeni, so razglasili izredne razmere. Brez električne energije so ostali milijoni Teksačanov, tisti, ki jo imajo, pa za ogrevanje plačujejo zelo visoke zneske. Pokajo tudi vodovodne cevi, ljudje pa se v trgovine podajo odeti v odeje in vse mogoče tkanine, saj zimskih oblačil pri Mehiškem zalivu nimajo. Neobičajni mraz in obilne snežne padavine so tako še en dokaz podnebne krize. Svetovni voditelji jo želijo omiliti na podlagi mednarodnega dogovora, imenovanega Pariški podnebni sporazum. Njegov cilj je omejiti dvig povprečne temperature na svetu. ZDA so se pod Trumpovim predsedovanjem iz sporazuma umaknile. Od petka pa so Združene države Amerike spet polnopravna podpisnica Pariškega podnebnega sporazuma. Vrnitev k temu mednarodnemu dogovoru je bila ena od prvih potez novega ameriškega predsednika Joea Bidena. Ostajamo pri naravnih nesrečah. Vzdolž obale Izraela ob Sredozemskem morju je naplavilo na desetine ton katrana. To naj bi se zgodilo zaradi razlitja nafte iz ladje, do katerega je okoli 50 kilometrov stran od obale prišlo zaradi neurja. Ljudi pozivajo, naj se izogibajo plažam, več prostovoljcev pa rešuje živali, se je to lahko zanje pogubno. Zdaj pa nazaj v Evropo. Tole so posnetki snežakov ob zamrznenem jezeru na vzhodu Poljske. Prebivalci okoliških krajev so jih postavljali ves konec tedna in sicer za dobrodelen namen. Zbirali so denar, da bi pomagali malo manj kot 2-letnemu Barteku, ki potrebuje specialistično operacijo srca v Združenih državah Amerike. In še ostajamo na snegu. Ta konec tedna nas je razveselila Andreja Slokar, ki je bila na slalomski tekmi na svetovnem prvenstvu v Cortini sijajna 5. Ana Bucik je osvojila 9. mesto. Za razburljive zadnje minute svetovnega prvenstva v biatlonu na Pokljuki pa je na zadnji dan tekmovanja poskrbel naš najboljši biatlonec Jakov Fak. Na koncu je bil 5. V 12 dneh so na Pokljuki sicer največkrat 7-krat zavrteli norveško himno. Norvežani tako ostajajo svetovna biatlonska velesila. Vi ste za biatlonce lahko navijali iz domačih kavčev, naša televizija je namreč vse tekmovalne dni skrbela za prenos tekem. No, ta teden pa počitnikarjem priporočamo, da se čim več zadržujejo zunaj, saj bo že prijetno toplo. Še malo višje temperature, tam okoli 20 stopinj, pa so na Kanarskem otoku Tenerifu. Tja je včeraj z brniškega letališča po dolgem času odletelo prvo čartersko letalo, na njem pa okoli 160 Slovencev. Kjerkoli počitnice preživljate vi, pazite nase, veseli pa bomo vaših fotografij ali posnetkov. Prvega nam je že poslala 9-letna Leja iz Radovljice, ki bo del počitnic preživela pri svoji babici. Adijo, do jutri. Živjo, jaz sem Leja, stara sem 9 let in prihajam iz Radovljice. Danes vam bom povedala, kaj jaz rada delam med počitnicami. Rada sem zunaj, rada hodim v hribe, rada sem na drsališču v Radovljici, rada se družim z mojo najboljšo prijateljico in pred 2 tedni sem dobila tega zajčka, ki mu je ime Puhko, zato se rada z njim igram. In vsake počitnice se odločim, da pridem k babici za kakšen dan
Babičina čežana je res najboljša. Ker z njo rada ustvarjam, rada ustvarjam, rada pečem, rada rišem. Adijo!